24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes za vas predstavljamo deželo, ki je pustila neizmeren pečat v evropski kulinariki in pa seveda deželo Otomanskega cesarstva. Ja, vsi že veste, kaj je to. To je Turčija. Danes bomo za vas predstavili dve zelo tipične jedi za Turčijo in pa dve še bolj tipične omake, ki so praktično pri vsakem turškem obedu. Je res, da bom danes za vas pripravil kebab, ampak naredili ga bomo mi mičken drugače, kot ste ga običajno mogoče vajeni. Predvsem bomo pa naredili dve omake zraven in pa jasno predjed. In ta predjed bo iz malancanov, seveda kaj drugega. Malancani, tipična zelenjava Turčije, jogurt, seveda brez jogurta v Turčiji ne gre. Še kebab bomo marinirali v jogurtu in pa naredili bomo tudi omako iz malancanov. Prva stvar, kar moramo narediti, je piščanec. Ga mariniramo. Kako ga bomo marinirali? Jasno v jogurtu. Za piščančji kebab potrebujemo 500 g piščančjih stegem brez kosti, 1 limono ali pomarančo, 1 deciliter jogurta, šopek mete, koriander v zrnju, sol, poper in 100 g riža. Recept najdete na ave.si. Uporabljamo izkoščičena piščančja bedra, so brez kože, čeprav je mogoče bolj, da koža ostane, obdrži sočnost, še dodatno masti za marinado. Ne bomo nič komplicirali. Vzeli bomo jogurt, kar takole fajn ga bomo polili, sezam, jasno, brez soli ne gre. Tukaj bi lahko uporabljali kjerkoli začimbo za mariniranega piščanca, ampak Turčija ne. Sol, poper, lahko date pomarančo, lahko date limono, lahko date med, lahko date ingver, samo ne uporabljate preveč industrijskih začimb. To je to. Malo popra. Tipično zelišče za Turke, za Turčijo je meta. Takole. Zmarinirali. Kako smo rekli, lahko uporabimo limeto, lahko uporabimo limono, lahko uporabimo pomarančo. Mi bomo danes uporabili kar pomarančo. Dali bomo še malo pomarančne lupince in bomo tole pustili marinirati približno 15-20 minut. V tem času bomo pripravili pa malancane in pa jasno za prilogo bomo pripravili še riž. Ker bomo delali malancane s sušenimi paradižniki, bomo uporabili kar tole olje iz sušenih paradižnikov. Malo izboljšali okus. Lahko bi uporabili tudi koriander v zrnu. Zakaj ga ne bi? Takole. Bo še dodatno bolj osvežil okus. Pomarančo. Stala bomo pa kar takole. In tole se ne zelo lepo marinira. Bomo pustili približno 15 minut. Ja, takole. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Torej, kulinariki bi lahko resnično govorili cel dan. Ampak začne se vse pri zajtrku. Kaj jejo Turki za zajtrk? No, se zgodaj začnejo uživati, kaj drugega. Siri, maslo, jogurti, zelenjava, vložena, pečena, olive. Jasno, brez suđukic ne gre. Za tiste, ki pač ne vejo, kaj je to, to je njihova značilna goveja klobasa. Lahko je pikantna, lahko je nepikantna, je pa običajno čist ozka in dolga. Če smo šele pri zajtrku, pa že tam uživajo, kaj nas čaka šele za kosilo. En del tega kosila bomo mi danes pričarali za vas. Tipična zelenjava za Turke je malancan. Turki mu pravijo kar lepo patliđan in je osnova, dejansko osnova za vse, kar se dogaja v kuhinji. Omake, namazi, v kebab lahko dajo, pečejo jih, dejansko najbolj zaželjena zelenjava. Torej, prva stvar, kar bomo zdaj pripravili, so malancani. Jasno, predjed imam bajildi.
otomansko cesarstvo, popolnoma uživaštvo, dejansko tudi sama prej boste videli skozi moje delo, resnično top, hladna predjed. Sploh za poletne dni ni boljšega. Tako da gremo delati malancane. Torej, imam bajildi. Malancani, mi smo jih lepo zrezali po dolgem, marinirali smo jih samo z oljčnim oljem, malo smo jih posolili, dali smo jih peči v pečico na približno 220 stopinj za 10 minut, 15 minut. Morate biti previdni, morate jih gledati, morate dobiti tako lepo rjavo barvo, pomeni, da gre vsa voda ven iz njih. Ker če ne gre, potem ratajo preveč mokri in vam bojo preveč razpadali. Kaj rabimo še zraven? Jasno, beli sir. Druga stvar, sušeni paradižniki, oljčno olje, ne bomo pretiravali, ker so paradižniki že vloženi v oljčnem olju, pa jasno, začimbe, sol, poper in pa origano. Tipična mediteranska začimba. Za imam bajildi potrebujemo 5 večjih melancanov, 100 g fete, 100 g sušenih paradižnikov, 3 decilitre jogurta, 2 stroka česna, 1 žlico sezama, oljčno olje, origano, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Beli sir, lahko uporabimo feto, lahko uporabimo kjerkoli drug beli sir, ni noben problem. Sir bomo zrezali na palčke. Tako. Kot smo že rekli, bili so uživači, kar pomeni, da bomo dali po 2 palčke na malancan. Zdaj sušeni paradižnik, takole kar, takole v vsak malancan. Zdaj morate biti pri paradižnikih tudi včasih mogoče previdni, lahko dobite tudi kakšne zelo slane, tako da se mogoče včasih splača malo probati prej. In če je slan, ga malo stisnite, da se olje odteče z njih, da res ni preveč slan. Uporabili bomo origano. Rekli smo, da je origano taka tipična začimba mediteranska, tudi turška. Tole. Lahko bi uporabili svežega. In potem tole takole zvijemo na takele roladice. Tole naredite za 2-3 dni vnaprej. Ko se tole fajn zmarinira, ko dobijo celi malancani okus po belem siru, po sušenih paradižnikih. To je milina. Uporabimo kar oljčno olje v sušenih paradižnikih. Uporabili bomo origano, jasno, sezam. Lahko bi ga prej prepražili na hiter, da bi še povečali okus. Torej, dali bomo vzeli v hladilnik za približno pol urce, to da v tem času vmes naredimo ostale stvari. Zdaj pa preverimo, če so že pečeni malancani za omako. Super. Ekola. To je to. Zdaj boste pa videli, kaj bom jaz iz tega naredil. Ohladili jih bomo. Dejansko tukaj nismo veliko komplicirali. To je malancan prerezan na polovico. Fajn smo ga z oljčnim oljem nakapali, dali smo sol, poper, sezam. To je to. Dali smo ga peči, pekli smo ga približno 35 minut, 40 minut. Morate biti pa previdni, da je mehek. Če ni mehek, ni v redu. Mora biti dejansko kremast. Ta je čist kremast. Tele malancane bomo malo ohladili. V tem času bomo pripravili pa kebab. Pa boste zdaj vprašali, a ni kebab tisto, ki ga režejo dol? Ne, daleč od tega. Ta pravi kebab je marinirano meso, nasajeno na palčke in pečeno v pečici ali v posebnih njihovih pečeh. Je pa kebab značilna jed bolj juga Turčije, dočim sever Turčije je že bolj znan po ribah. Se boste vprašali, zakaj? Sever Turčije leži ob morju, dočim jug Turčije je že bolj v notranjosti. Seveda pač manj rib, več perutnine, več kebaba. Kebab se lahko pripravlja iz različnih vrst mesa. Lahko se ga pripravlja iz perutnine, lahko se ga pripravlja iz govedine, jasno, tudi iz ovčetine se ga lahko pripravlja. Ne obremenjujte se, če je zadeva pretekoča. Medtem ko se bo pekel, bo ta voda itak izhlapela. Kar je ostanka marinade, ga ne zavržemo,
ampak polijemo po piščancu. S tem, ko je jogurt, smo dosegli to, da se je jasno piščanc mariniral, bolj se je mariniral, predvsem pa se je bolj umehčal. Že zdaj izgleda lepo. Tole bomo zdaj dali za približno 25 minut na 180-190 stopinj. Potem bomo pa vedno preverjali, ali se peče v redu ali se ne peče. Še vedno bomo uporabljali tudi malo olja, čeprav smo že marinirali z oljem, ampak olja nikoli ni dovolj. Takole. Tako, v tem času bomo pripravili riž. Bomo naredili riž z žafraniko, tako da ne bomo delali s pravim žafranom, ga tudi ne bo treba namakati. Bomo pa lepo naredili na zeliščnem oljčnem olju, se pravi oljčno olje z dodanimi zelišči, riž in žafranika. To je to. To bo za prilogo. Potem delamo še malancane, delamo jogurtovo omako z malancanom in pa z navadnim jogurtom in z meto. In to je to. In turško kosilo bo pripravljeno. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Kot smo rekli, ponev smo zagreli, uporabili smo oljčno olje z zelišči, eno skodelico riža. Kar v ekonom loncu tole naredili, da bomo malo pohitrili zadevo, da bomo malo prepražili. Dodali bomo malček soli. In pa že kar na začetku bomo dali žafraniko. Takole, riž bomo na hitro malo poglazirali, potem bomo pa dodali na eno omerico riža približno 2,5 skodelice vode. Pokrili, ko zavre, ko začne piskati, pustimo par minut, ugasnemo, potem odpremo, vidimo, kje smo. Če ostane še kakšno 2-3 minutke, pokuhamo in to je to. Dejansko riž v ekonom loncu je resnično brzina. Eno stvar sem pozabil povedati, Turki, kakor je pri njih več ali manj vedno vroče, radi začnejo vsako kosilo z juho. Tako da smo si nekako zelo podobni, ne? Tudi mi Slovenci imamo radi juho pri kosilu in tudi za Turke je to resnično zelo pomemben del vsakega kosila, spravo vsakega obeda, juha. Mi jo danes žal ne bomo imeli, ampak nič za to, so druge stvari dosti bolj zanimive. Eko. V tem času, ko se bo kuhal riž, bomo pripravili omako iz malancanov. Tako da zdaj bomo pa pozorno me gledajte, kaj bomo zdaj naredili. To je zelo pomembna zadeva. Takole vzamemo eno bowlo, bomo kar tole ta veliko bomo vzeli, ta malo bomo uporabili pol za jogurt. Prej sem rekel, zakaj mora biti malancan res fajn pečen. Če je fajn pečen, če je pravilno pečen, evo. To je to. Takole se mora ločiti od mesa, v bistvu od kože mora meso ostati noter. In to je tisto, kar bo dal zdajle omaki, ta pravi okus, to je tisto, kar mi hočemo zdajle imeti. Vzamemo vilčko, tole razdrobimo. In kaj ostane? Damo še jogurt. Ste vedeli, da po celem svetu rečejo jogurtu jogurt ravno zaradi Turkov? Kaj to pomeni? Pomeni, da so Turki izumili jogurt. To je to. Potem bomo probali, če je dovolj slano, dali bomo še malo zelišč in sicer samo še origano in malček bomo dali česnov prahu. Tole bomo zdaj počasi spustili paro ven. Bog ne da tole odprete pri polni pari, katastrofa. Tole bomo ohladili. Lahko damo noter še peteršilj ali svežo meto po želji. Mi ne bomo dali sveže mete, zato ker bomo dali meto in mlado čebulo pa v drugo jogurtovo omako. Jogurt smo rekli, najbolj pomembna zadeva. Zdaj pa druga stvar, ostali smo pri kosilu. Kaj naredimo po kosilu? Jasno, sladica. Turki so zelo znani po preprostih sladicah, učinkovitih, ampak tudi zelo sladkih. Za naše okuse
včasih kar presladke. Baklava, tulumbe, vsi poznamo baklave, nadevane z orehi, lešniki, pistacija, med in to je to. Ne kompliciramo, manj komplicirati, boljše je. Mi sladice danes ne bomo imeli, bomo imeli pa jogurt. Še preverimo, kaj se dogaja tukaj. Super, kebab se lepo peče. Zdaj to odvečno vodo še odparimo, pa smo zmagali. Tako, super. Torej, jogurt, smo rekli, sol, oljčno olje za zelišči, obvezno poper, in pa mlado čebulo bomo dali noter. Tako da s to mlado čebulo ne bo nič narobe, če včasih malo pretiravate z njo. To, da jogurtovi omaki je samo še en dodaten okus. Tako da, dajte, sploh za poletne dni ne šparajte tega. Takole, 4 listke mete. Takole, meto. Svež von, zanimiv, hkrati rahlo pikanten, to je to. Česen. Takole smo se odločili, da bomo dali raj svežga, ker le predstavljamo kulinariko, ki je sestavljena pretežno iz svežih zelišč. Takole. Zdaj pa, kaj smo rekli? Turki imajo zelo radi še pečeno zelenjavo. Dajmo še malo pečene zelenjave pripraviti zraven. Ni lepšega, kot če je obrok pisan, poln zelenjave, predvsem pa zanimiv za oči. Zdaj smo dali na oljčno olje, smo dali še zelenjavo. Zdaj tukaj ni treba preveč komplicirati, lahko date kar imate. Tako uporabite malancan, odnosno ne gledajte, kaj imate. Pogledajte v hladilnik, poberite ven, narežite in dajte not. Na tole pečeno zelenjavo bomo dali še malo paradižnika, malo čebulce. Top. Takole tole. O, košarka! Ste vedeli, da v Turčiji pravijo svoji reprezentanci 12 velikanov? Zakaj 12 velikanov? Ne vem, očitno so veliki. Tudi reprezentanca je zelo visoko rangirana. Mislim, da je celo na 7. mestu lestvice. Mislim, da je takoj pred našo, za našo. Pravim, smo zelo nekje skupaj. Tako da na Evropskem prvenstvu bo trda predla Turkom. Tako da veliko sreče, Turki. Zdaj bom jaz tole na hitro naredil. Vem? Jasno, za piko na i, ali pa takole za okus, kar cele sušene paradižnike. Riž je gotov. Dali smo še baziliko, svež peteršilj, dali bomo še malenkost svežega koriandra, da bo res okus svež. Poper. Tukaj bi lahko dali malo čilija noter, noben problem. Naredili bi malo močnejši okus, po želji. Mi ga ne bomo. To je to. Gledajte, kako lepo izgleda. To je noro. Takole, omake so gotove. V malancanovo omako smo vam obljubili origano. Brez origana tale omaka ne gre. Takole. Zdaj se bom tole dovolj kar. Malček soli še. V redu. Pojdemo še tole jogurtovo omako. Kebab diši ven z njim. Lepo, lepo.
Ekola. Ne obremenjujte se, če se zažge. Vzamemo en velik krožnik. Takole. Zdaj bomo naredili na tako tipično turško pojedino. Sploh ne vem, kje ne začnem. Mislim, da bomo kar pri rižu začeli. Riž, omake, servirali kar v kozarčkih. Tole bomo dali jogurtovo. Tole omako iz malancanov. Dali v tegale. Ekola. Kaj nam še manjka? Manjka nam predjed. To bomo naredili kar na tako ploščo. Predjed, glavna jed, omake, sladico, gremo pa na baklavo. Okay? Takole, predjed je hladna, pika na i. Turki so znani po tem, da uporabijo tudi ogromne količine oljčnega olja. Malo zelišč. Sem bomo takole malo popra. Torej, dragi gledalci, danes smo vam predstavili Turčijo, en delček Turčije in sicer skozi moje oči. Jaz osebno obožujem turško kuhinjo. Je resnično, kot sami vidite, zelo, zelo raznolika. Tako da na tem krožniku, razen sladice, imamo dejansko polnovreden obrok. Kaj ne rečem? Piščančji kebab, pečena zelenjava, riž z žafraniko, jogurtova omaka z mlado čebulo, se pravi omaka z malancani in pa imam bajildi. Tako da, ekipa, gremo jest. Dober tek želim, dragi gledalci. Pejte, ekipa. Gremo. Naslednjič v kuhinji za najboljše. Kaj si dala tole? Nekaj sem od doma prinesla. Ja, nekaj sem videl, ampak prehitre si Zana. Kaj je to? To je v bistvu, to je ta baharat, ki je v bistvu mešanica začimb. Najrazličnejših od cimeta do cvetov, vrtnic, do kardamoma. V bistvu, ko se jo povoha, se zdi, da je za slaščice narejena, vsaj meni. Taka sladka. In to je v bistvu tudi ta okus glavni te kube in te juhce. Oni kuhajo veliko z listi vrtnice, sokom orhideje. Tako ena najbolj tipična sladica je v bistvu iz orhideje. Tako da veš, zdaj po najni oddaji bojo začele na vrtovih zginjati vrtnice, cvetovi vrtnic, boš videla, zakaj so začeli zginjati. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše.